Lepo pozdravljeni. Vlada je včeraj na dopisni seji na pobudo premierja Roberta Goloba današnji dan razglasila za dan žalovanja v spomin na žrtve tragične nesreče v premogovniku Velenje. Vabimo vas, da si danes vzemite čas za minuto molka za rudarje. Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v državnem zboru uspešno prestal interpelacijo, ki so jo pripravili v NSI, glasove zanjo pa so prispevali tudi v SDS in 3 nepovezani poslanci. Za njegov odhod je glasovalo 29 poslancev, 35 jih je bilo proti. Da bi interpelacija uspela, bi jo moralo podpreti 46 poslancev, Poklukar torej ostaja na funkciji. Ministrstvo za delo bo z javnim razpisom podprlo projekte, ki bodo mladim s posebnimi potrebami omogočali lažje vključevanje na trg dela. Večino sredstev za razpis bo pridobilo iz Evropskega socialnega sklada, in sicer 3,35 milijona od 5 milijonov evrov, kolikor jih bo na voljo na razpisu, so sporočili z Ministrstva za kohezijo. Uprava RS za zaščito in reševanje je v državnem logističnem centru v Rojah v ponedeljek dopoldne prevzela 40 specialnih tovornih vozil in opremo za posredovanje v naravnih in drugih nesrečah v vrednosti 30 milijonov. Gre za največji projekt zagotavljanja opreme za posredovanje na področju zaščite in reševanja v zgodovini Slovenije, je poudaril generalni direktor uprave Leon Behin. Na Inštitutu RS za socialno varstvo so ugotovili, da sistem pomoči in podpore na področju obravnave otrok in mladostnikov z vedenjskimi in čustvenimi motnjami ne deluje dobro. V raziskavi so izpostavili številne pomanjkljivosti sistema, tudi pomanjkanje ustreznega kadra, šibke preventivne programe ter neenake možnosti otrok in mladostnikov do pomoči. Preiskovalna komisija o domnevno ukradenih otrocih v porodnišnicah med letoma 1965 in 1991 je kot priče zaslišala ginekologa Elka Borka, pediatra Emilijana Milana Strojana in patronažno sestro Majdo Nešič, ki so v tem obdobju delali v mariborski oziroma novomeški bolnišnici. Vsi so zatrdili, da so o domnevno ukradenih otrocih prvič slišali iz medijev. Republikanec Donald Trump je v ponedeljek v kongresni palači v Washingtonu prisegel kot 47. predsednik ZDA. Ob koncu praznovanja je v športni dvorani Capital One v Washingtonu podpisal prvi sveženj izvršnih ukazov, na kar so ga odpeljali v Belo hišo, kjer je podpisovanje nadaljeval. Med drugim je ZDA umaknil iz pariškega podnebnega sporazuma in namerava podpisati več kot 200 izvršnih odredb, med njimi številne izvršne ukaze. Slednji so pravno zavezujoče odredbe, za katere ni potrebna odobritev kongresa. Po napovedih jih bo podpisal rekordno število. Nekatere bi lahko kasneje izpodbijali na sodišču. Ob tem je kritiziral vlado svojega predhodnika Joea Bidena. Napovedal je vrsto ukrepov, denimo izgon milijonov nezakonitih priseljencev, razglasitev izrednih razmer na meji z Mehiko, prevzem nadzora nad panamskim prekopom in morebitno povišanje carin na uvoz iz EU
Kitajske, Kanade in Mehike. V Gazi po prekinitvi ognja poteka tudi iskanje na tisoče ljudi, ki naj bi bili še vedno pokopani pod ruševinami. Po ocenah oblasti je v razdejani palestinski enklavi pod ruševinami več kot 10.000 trupel. Palestinsko gibanje Hamas je sporočilo, da bodo Gazo obnovili. Kalifornijski gasilci se od srede zjutraj spopadajo z novim požarom severno od Los Angelesa. Plameni so v nekaj urah požgali skoraj 40 kvadratnih kilometrov ozemlja. Oblasti so izdale ukaz za evakuacijo okoli 31.000 prebivalcev. Vremenoslovci napovedujejo, da bodo širše območje še pred koncem tedna zajele padavine. Slovenski gluhi teniški igralec Marino Kegl v avstralskem Melbournu tretjič v karieri nastopa na turnirju za Grand Slam v konkurenci gluhih igralcev. Drugi nosilec se je na 5. celini že uvrstil v polfinale, so sporočili iz Zveze za šport invalidov Slovenije, Paralimpijskega komiteja. Kegl je v četrtfinalu porazil domačina Glena Flindela s 6:2 in 6:3. Keglov tekmec v polfinalu bo Indijec Prithvi Sekar, ki je bil s 3:6, 6:3 in 6:4 boljši od Italijana Marka Carete. Na Ljubljanskem gradu so lani zabeležili 1,27 milijona obiskovalcev, potem ko so jih predlani našteli 1,19 milijona. S tirno vzpenjačo se je pripeljalo 575.222 potnikov, julija pa so dosegli nov mejnik, vzpenjača je od začetka obratovanja prepeljala 6 milijontega potnika, so sporočili iz javnega zavoda. Mačka Mites je bila nedavno pomotoma v zraku skoraj 24 ur, ko so jo po poletu z Nove Zelandije v Avstralijo pozabili izkrcati z letala. Kosmatinka je nato kot slepi potnik poletela nazaj v Christchurch in še enkrat v Melbourne, kjer so jo že nestrpno čakali njeni lastniki. Jutri bo v zahodni Sloveniji večinoma oblačno, ponekod bo občasno rosilo. Drugod bo sprva delno jasno in marsikje po nižinah zjutraj megleno. Čez dan se bo tudi drugod pooblačilo. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najnižje jutrajne temperature bodo od -2 do 4, na Primorskem do 6, najvišje dnevne od 7 do 12, na severozahodu okoli 5 stopinj Celzija. V nedeljo se bodo padavine na zahodu ukrepile in se popoldne postopno pomikale proti osrednji Sloveniji. Jugozahodnik bo prehodno nekoliko oslabel, ob morju se bo krepil jugo. Čez dan bo 12 stopinj. V ponedeljek bo večinoma oblačno, na zahodu bo občasno rosilo ali rahlo deževalo. Na vzhodu se bo oblačnost trgala. Pihal bo okrepljen jugozahodnik. Tokratna kretnja tedna je taborišče. Kreta se takole.
V ponedeljek bo minilo 80 let od osvoboditve največjega in najbolj razvpitega nemškega nacističnega taborišča Auschwitz-Birkenau, v katerem je umrlo 1,1 milijona ljudi, večinoma Judov. Na slovesnosti na območju današnjega spominskega muzeja pričakujejo več tisoč gostov, med njimi tudi več nekdanjih taboriščnikov, poročajo tuje tiskovne agencije. Več o tem taborišču lahko izveste tudi v prispevku spletne TV z naslovom Zloglasno taborišče Auschwitz. To je bilo za danes vse. Želim vam lep vikend in se vidimo ponovno prihodnji teden. Nasvidenje.